Pozdravljeni v novem podcastu iz centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Na začetku naj vas prosim ali povabim, da nam pomagate v podcastu na takšen način, da delite naše vsebine, da nas sledite na YouTubeu in na ostalih pretočnih vsebinah, da date kako oceno na Apple podcastu ali na Appleovih platformah, ker na takšen način boste v tem trenutku najbolj pomagali ekipi iz centra Ogol in našemu projektu, kako izboljšati ali pa bolje deliti znanje nogometa v Sloveniji. Današnji gost je Martin Kramarič, kapetan nogometnega kluba Brava. Zelo zanimiva zgodba, ki jo bomo verjetno lahko navezali tudi na znanstvene raziskave dr. Križaja, iz katerega kluba je izhajal ali pa v katerem klubu je začel, kako je potekala njegova pot danes in danes kot eden boljših napadalcev z tudi zelo dobrim letošnjim strelskim izkupičkom v prvi ligi kaže svoje kvalitete. Verjamemo tudi, da je odrastel v tej svoji poti in da nam bo povedal veliko zanimivosti, kaj danes počne, kako je prišel do sem in kaj ga mogoče tudi veseli ali pa želi doseči v naslednjih letih. Pa gremo v oddajo. Pozdravljeni v novi oddaji podcasta iz centra Ogol, kjer je nogomet veliko več kot le zmaga ali poraz. Martin, lep pozdrav v oddaji. Malce smo se na hiter dogovorila, zdaj smo se poskušala spoznati, glede na to, da se nismo spoznala, smo še eno kavo pred tem spili. Ugotovili smo, da oddaje ne poznaš, da si jo zdaj v bistvu malo prej poslušal Biola, ki je bil tudi naš gost. Kako se ti zdi kaj koncept? Lep pozdrav še z moje strani, hvala za povabilo. Mislim, da je super, neki novi smeri v Sloveniji, da imamo tudi nek slovenski podcast. Okay. Si kaj novega od Jake zvedel? Sam, ja. Vsega poznam tudi, ampak ne toliko, no spet. Ja, ok. Zdaj, ti si trenutno član nogometnega kluba Bravo, ne? Imaš eno dost zanimivo pot, kakorkoli, ali pa dost tradicionalno slovensko pot, bom tako rekel, ne? Bomo tudi podiskutirala o tem. V glavnem, glede na to, da tudi jaz nisem vedel, začel si v katerem klubu? V Kolpi, v Beli krajini. In koliko časa si tam preživel? Mislim, da od 5. leta pa do srednje šole 14. Ste imeli tam tudi kakšne otroške nogometne šole ali je bilo takoj klub? Mislim, da je bilo od 6. do 8. nogometna šola, 6. do 8. leta, pol pa pač selekcije v 10, v 12. V 12. Kak je klub kot takšen, če ga zdaj pogledaš nazaj, v kakem stanju je bil, ko si ti treniral? Tako, mislim, raven 3. lige, kakor je zdaj. Sigurno bi mogoče lahko se kaj dodalo klubu, predvsem z finančnega vidika, ampak mislim, da za fante iz belokranjskega področja je kar v redu. Je v redu. Neka odskočna deska. Za naprej, se pravi, da lahko tudi od tam igralci potem napredujejo. Ko smo se pogovarjala, pa tako kot tam, kot se potem tebe v statistikah nekih NZS-ja najde, ne, se pravi, je tvoj prestop v Novo mesto, kjer ti z kadetskimi selekcijami v bistvu začneš nastopati tudi v prvi državni ligi, ne. Kako je to potekalo? Me zanima me pa čisto iz vidika tega, v eni od naših oddaj je bil tudi dr. Jožef Križaj, ki je pa delal ravno na enem takemu primeru, ko si verjetno tudi ti, ne, se pravi, iz kakšnega okolja prihajajo naši reprezentanti. Govorimo od U15 reprezentance naprej, ne, ti si vse reprezentance že zdaj preprobal z izjemo A, tako da to te še čaka, to še moraš odkljukati, ne. Ampak kako je, se pravi, ta tvoja pot iz Bele krajine, support
okolja, staršev, da si ti prišel, rečemo, v Novo mesto? Kako je to izgledalo? Mislim, da sem se predvsem odločil za Novo mesto, za srednjo šolo, zaradi sestre. Sestra je obiskovala isto šolo, športno gimnazijo, tako da niti nisem vedel, kaj bi počel razen fuzbala. In potem sem se vpisal v ta športni oddelek, s tem je pa tudi sledilo prestop v Krko. Ne. Pa je tebe Krka vabila v tem obdobju? Mislim, da je moj trener iz Kolpe klical trenerja v Krko. Imamo tu enega, ki je prerasel naše okolje. Ja. Aha, ni bilo tako, da bi bilo poskautirana zadeva. Ne. Tudi noben drug klub te ni. Ne. Ker to me je zanimivo, ko vem, da sem se z Tomažem Kavčičem, našim bivšim selektorjem, pogovarjal. Zelo podobna zadeva je bila z Vanca Špožegom. Ja. Da je isto, on je klical okoli klube, tu je nekdo, ki bi lahko, ali pa je zagotovo dosti kvaliteten, da je potem, mislim, da je potem bil prestop v Domžale pri njem prvi narejen. Ja, mislim, da je tudi on direktno iz Kolpe. Ja, direktno v Domžale, ampak je bila ista ta zgodba, se pravi, nekdo je moral poklicati, tu imamo nekega fanta, ki bi mogoče bil zanimiv. A se ti zdi, da v slovenskem prostoru je ta scouting preslab strani klubov glede okolice ali glede na to, kaj ti opažaš kot igralec? To sigurno. Mislim, da Bela krajina kot celota, mislim, težko kdo pride pogledati tekme mlajši selekcije, če igraš, v Ljubljani, je velika razlika. Ne? Mislim, da je Ljubljana veliko bolj, kako bi rekel, skautirana, kot ta manjša mesta ali pa manjši klubi. Pa v bistvu se pa najde kjerkoli. Talent se lahko rodi kjerkoli, na koncu. Mislim, da ima Bela krajina kar veliko talentov. No, to smo tudi ugotavljali, kaj je bil predvideval, je Križaj, tako da ga malo reklame naredim tistega, ko zanima, je bilo predvidevano, da tisti otroci, ki odraščajo v velikih klubih, že od malega, da bojo načeloma tudi imeli prednost, pa se potem ni tako izkazalo, da bi to zelo v velikem odstotku prednjačilo. Se pravi, da če je nekdo od malega začel trenirati v Domžalah, da bo potem tudi imel več možnosti, ali pa v Olimpiji, ali pa v Mariboru. Je zelo veliko teh igralcev, ki ste štartali v teh ruralnih, manjših klubih, in potem v bistvu delali prestope, kot ti. Reči mi, kako si imel pa ti suport doma, ko se že te teme dotikamo? Si imel ti starši tiste, ko so tekali ob igrišču, ali so sam rekli, bravo Martin, fajn je zelo? Jaz sem imel, moj oče se ukvarja, še vedno se ukvarja, rekreativni nogomet, futsal, tako da tudi prek njega sem tako nekako spoznal nogomet. Tako bi rekel. Je bil kritik? Kritik, predvsem to. Kritik, včasih sem kar iz tekme tako prestrašen prišel domov, kaj bo rekel, kako sem igral. Ampak mislim, da mi je tudi ta kritika vedno nek pritisk kar pomagala. Pozitivno? Pozitivno. Zapravi, ko je pa tu bilo konc, pa mami v zavetje, okay? Tako nekaj. Da te malo potolaži, vse te imaš še vedno rad tudi, ne? Ja, ne, sej. Hotel je najbolj za mene. Mislim, da to govorim za mlajše selekcije, zdaj pa seveda podpira. Moram reči, da jaz imam zdaj pač 9 let starega otroka, mislim, moj sin tudi igra nogomet in včasih pač prav razmišljam, na kak način neke stvari se pogovarjati, kad te pride pa te začne spraševati, normalno na začetku, ko si mali, sprašuješ, pol pa čim dlje stran, da ni preveč, ker pričakuješ samo pohvale pa pohvale. Kaj je za tebe pomenilo prestop v Novo mesto? Ti si se lahko vozil, ni bilo treba se preseliti, ko si šel v Novo mesto? Jaz sem se vozil v šolo z vlakom, kar je bilo kar naporno ura vožnje z vlakom. Potem pa po šoli sem imel takoj treninge, pa spet z vlakom takoj nazaj. Kdaj si prihajal domov bolj?
Zvečer, tam okoli 7-8. Se pravi, že takrat je 5 bilo zjutraj do 8. bolj kot ne cel dan, si cel se dan. odločil, da je to to. Ja. Reč mi, zdaj pa mene zanima, zdaj sam ti si pač prestopal že v mlajših kategorijah. A se ti spomniš, si ti doživljal tudi ta prestop, ne vem, ko prideš iz Kolpe v Krko, ne, a je bil to organizacija kluba na višjem nivoju, intenzivnost treningov, a je bilo to samo, da ste bili, pač, da je bila večja konkurenca igralca, a je vse v celoti pač drugače? Kako si ti doživljal zadevo? Sigurno je bila neka drugačna izkušnja. Mislim, da je Krka od Kolpe na višjem nivoju, tudi v mlajših selekcijah. Predvsem vidim razliko v igriščih. Pa tudi, če je to, naprimer, umetna trava, smo imeli kje trenirati. Tudi število fantov v ekipi, mi smo imeli v Kolpi po 12 igralcev. Mi smo šli na tekmo, ena menjava, dve, če je bil dober dan, da so bili 4. Že v tem, ne, tudi konkurenca se s tem poveča, organizacijsko pa tudi mislim, da finančno je že tu odvisno organizacijsko. Ne. A ste vi v Novem mestu imeli pol po 2 trenerja že na treningih pri kadetih? Ja, glavni pa pomočnik. Se tudi ta pol dinamika pozna, konkurenca igralcev, več trenerjev. Kako si pa ti doživljal, rečemo, kot to mene tudi zanima, kot igralec, rečemo, ne? A si ti videl razliko, ne vem, v organizaciji treninga, tempu treninga, a je bilo to tu nekje? Ker to je pač moje osebno mnenje, da bi mi trenerji, glede na to, da jaz pač vsem predstavljam na eni točki do trenerje, da bi morali malo več sodelovati znotraj tega, pa malo bolj poenotiti ene vsebine, zato da bi tudi, ne vem, igralec, ko prihaja iz manjše sredine, da bi bil navajen nekega tempa ali pa ritma treninga. Tako bom rekel, malo je bil višji tempo, ampak ni bilo zdaj neke velike razlike. Razlika je tako, ko sem rekel, več igralcev lahko dela 11 na 11 na treningu. Naprimer v Kolpi tega nismo mogli delati. Pole pa tudi, ne vem, veliko poudarka je bilo, tudi starejši smo bili in vse, tudi na poudarek se začenja na kondicijski pripravi. Tega v mlajših selekcijah imaš zelo malo. Že tle je razlika. Ok. V Kolpi imate reflektorje za treniranje pa to? Mislim, da niso. Potem to je vse, prinese, ko se pogovarjaš, normalno, nekdo, ki lahko tudi po zimski čas normalno trenira, na velikem igrišču, pa tudi če je umetna trava, pa če je to drugače zagotovo, ko pa če moraš ti 3-4 mesece biti na nekem malem nogometnem igrišču ali pa celo v dvorani predolga, in vedno imaš potem nek primanjkljaj in tako naprej. Ok, zdaj, ko si pa ti igral za Novo mesto, se pravi prva kadetska liga, so te pa opazili vseeno na neki sceni, da ti si neki potencial več takrat, ne? Kdo je bil to, kaj veš, kako je pa zdaj to izgledalo, ali te je Novo mesto poklicalo v Maribor pa rekli, tu imamo enega za vas? Mislim, da drugo leto izhodni kadet sem bil, takrat sem, mislim, da upozoril nas, tako eksplodiral. Takrat je bil, mislim, da članski trener Adnan Zildžović. On me je opazil in on me je potegnil v člane. Takrat sem jaz 16 igral za člane Krke in s tem tudi pride, ne vem, ogled večjih klubov, kot je naprimer Maribor. Takrat je Krka bila v drugi ligi? Prvi ligi. Takrat je bila prva liga. Aha, ok. In potem kdo je klical, to me zanima? Maribor je klical, tudi Maribor je hotel narediti ekipo za, takrat je bila Liga prvakov, in je tudi hotel narediti ligo, mislim, dobro ekipo za to UEFA Youth League, za te mlajše. Takrat je bilo pravilo tako, da ko je članska ekipa igrala, so tudi U19 igrali avtomatsko zraven Ligo prvakov. Zdaj je drugače, da so spremenili. Zdaj imajo svoja tekmovanja, tako da je tudi Liga prvakov za U19 je ločena, tako da ni več. Mi smo na isti dan igrali, sam
dopoldne. Aha, Je bila pa članska. Okay. Zdaj, ko pa ti rečeš, ne vem, vse Novo mesto, pa Maribor, v tem obdobju, pa verjetno še zdaj, pa upam, da spet ne bo kdo užaljen, mogoče najbolj organiziran klub v Sloveniji. Kako si pa ti doživel ta preskok potem? A je to pa bilo potem, ok, to je pa zdaj nekaj drugega? Pa koliko časa si v bistvu ti sploh razmišljal, da si šel v Maribor? Mislim, sploh ni bilo razmisleka, ko je prišla ponudba Maribora, to mora sprejeti. Se strinjam, da je daleč pred vsemi Maribor, glede organizacijskega pogleda in tudi tekmovalnega. Prihaja mogoče Olimpija blizu, ampak mislim, da je Maribor daleč pred vsemi. Pa zakaj to? Kaj je tebe toliko fasciniralo? Vse. Jaz sem prišel v Maribor, takrat sem videl, zdaj pa to pa bo, da hočem biti profesionalni fuzbaler. Tudi videl sem, kako izgleda biti profesionalni fuzbaler. Imaš vse poskrbljeno zate, poskrbijo hrano, dodatne treninge imaš, trenerjev 6, fizioterapeutov 4, vse. To je že prvo 19? Ja. Aha, ok. Mislim, mogoče v manjši, jaz sem treniral z A-ekipo, takoj. Aha, ti si takoj bil priključen? Takoj A-ekipa priključen, igral sem samo za B-ekipo. Samo tekme sem igral. Ti v bistvu za U19 Maribora nisi nič igral tekem, razen Lige prvakov? Liga prvakov pa, če je bilo kakšna tekma, da rabijo za višja mesta, ne? Kakva pomembna tekma, takrat sem igral. Ima pa B-ekipa. Ja, kaj pa zdaj, to me vedno zanima, ko ti narediš en tak prvi odmik od družine, od doma, se pravi, ni več mamina kuhna, ni več tega zavetja, a si ti predtem kaj razmišljal, zdaj bom šel pa v doma, zdaj pa jaz zvečer ne bom prišel domov, pa me bo čakalo vse, kam so te sploh nastanili, kje si živel ti v tem času Maribora? Ker ti si 17 bil star, ko si šel, 16 v bistvu. 16, ja. Stanovanje sem dobil in mislim, da je bila tudi to moja napaka. Mislim, da bi bilo veliko boljše, da sem bil v dijaškem domu. Pri 17 svojem stanovanju malo se zgubiš. Tako da, če bi kaj spremenil, je to. Kaj to pomeni, da se zgubiš? Zgubiš se, dobiš neko dobro plačo, 17-letnik, ne veš, zakaj si tam, malo razgubiš pamet. Stik z realnostjo. Ja, stik z realnostjo. Ampak to mi je zanimivo, kar si prej rekel, to je to, da si želim biti profesionalni nogometaš, na drugi strani pa v bistvu izgubljaš stik z realnostjo. A se ti zdi, da je pač ni treba več vlagati, ali da bo kar samo od sebe pač samo še se dvigovala, ali zakaj? Zakaj je to tako? Težko je razložiti. Tudi, ne vem, prisiljen si odrasti. Pri 17 letih nisi odrasel človek, ampak pač si prisiljen, ker si sam. In mislim, da tudi neke odločitve sprejemaš sam in pač tudi pride do določenih napak. In to se tudi, večini se bi to zgodilo. Vse večini se to dogaja. Mislim, mi tudi, ko se pogovarjamo, je pač zelo velik problem, da tudi igralci, ki grejo v tujino 17 leti, če nimajo dobrega nadzora, se pravi, da nimajo nekoga, ki skrbi za njega in tako naprej, ponavadi se, kako rečeš, zgubijo. Jaz se spomnim, zdaj pač mi je prišlo na misel, Borota Semlerja, ne vem, če se ti spomniš, on je igral kot mladinec za Bayern München, bil tudi prvi strelec Bundeslige, jaz upam, da ga bomo enkrat tudi imeli tule, ker bi ga še jaz tudi kaj vprašal, zdaj dela ene druge stvari, ampak je zanimiv, mi je bilo ravno to, da je on rekel, ne vem, jaz sem z 18 nisem si lahko kupil avto, ampak so mi oni povedali, lahko tega pa tega, ne moreš pa RS6 voziti, tudi če imaš znak, v tem smislu. A tebe v Mariboru, rečemo, od vodstva ni nobeden
imel tako, da bi rekel, da te malo pokontrolira zvečer, a si doma, kaj počneš in tako naprej? Nobenega. Ne sem koordinatorja v šoli, športnega koordinatorja, ampak ne jemlješ ga resno. Ampak to je šola, ja, to je vse in to je nekaj drugega. Ni klub, ni tvoj delodajalec. Tako se pa nekaj naučiš iz tega, ko pogledaš nazaj. Življenjska izkušnja je zagotovo boljša tako, ko je pač drugi nimajo. Ne? Zdaj, kot kaže, ti vsem si se veliko stvari naučil, pa si zdaj pri 25-ih, tudi, bom rekel, tako sem ti prej rekel dol, ko smo bili na kavi, ne? Zelo miren, glede na to, kak mi deluješ na igrišču, zelo odločen temperament, včasih tudi malo konfliktna, ne? Pa upam, da ne jemlješ napačno, ampak to, tako, všeč mi je tekmovalnost, ki jo izražaš. Ne? Ampak zdaj spet, ko se pogovarjamo o vsem tem, zato mene zanima. Jaz sem pač delal tudi v teh nogometnih oddelkih in v Ljubljani in v Celju, ko je imel klub, ne. Ampak mi trenerji smo hodili 10 zvečer ali pa ob 11 po dijaškem domu, da je bil red pa mir, ne, ker tudi vzgojiteljice niso bile sposobne tega. 20 pubertetnikov, polnih hormonov je pač edino pač trener, zato kot trener je tiskate. Tudi mislim, da igralec bolj spoštuje svojega trenerja, kakor profesore. To je sigurno. Ja. Ok. Zdaj, če se jaz, malo bi se tu še vse nazaj vračal, se pravi, ko zdaj pogledamo ta del poti, ne? Ko si rekel, da se zgubiš, pa ne vem, v zadnji vse je družina, ki ti daje nek support, pa ti reče, pejt, naredi to, skoč, še vedno lahko nekaj drugega potem. Koliko ste imeli tu sploh diskusije, ali je bilo ono, da si ti prišli domov? Družina, jaz sem v Mariboru toliko, da vete, ne? Mislim, ne sem bil tako mladoleten, ko sem šel v Maribor, tako da je šlo to prek staršev. Tudi ponudba, podpis, pogodbe, vse je šlo prek staršev, so bili na tekočem. Zdaj, tudi niso mogli oni priti vsak vikend v Maribor, pa kako si, pa da te malo spedenajo, ko bi tako rekel. To je bilo enkrat na 2 meseca, pač Metlika, Maribor je 2 uri pa pol, je kar daleč. Tudi prihajam iz družine, ki ni toliko finančno sposobna in je pač to razumljivo. In tako kot pravim, si sam in moraš sam odrastati. In s tem tudi pride napake ali pa pravilne odločitve. Pa si ti v tem obdobju, zdaj vprašal bom kar direktno, kaj si ponočeval, si imel tako te težave ali je bilo kaj drugega? Mislim, ker zanima me, ker igralci, ki sem jih jaz treniral, pa so, rečemo, prehajali v tako situacijo, ne? Je bilo pol pač malo nezdravega življenja, premalo vnosa, če rečemo, ali zdravega razuma, kako trenirati, pa koliko trenirati, pa potem koliko počivati, pa kaj, koliko ste rekel, jest, pa kdaj iti spat, pa vse skupaj se potem pač nabira, ne? In ko je procent tu, pa 2% tu, pa ko ti nisi več, ko ti vzameš 15%, pa če 15% vzamemo na igrišču, pa vemo, kje smo, ne? Na tribuni ponovadi, ne? Tako, mislim, ni bilo ponočevanja, bilo je nekaj, ampak ni bilo to zdaj vsak vikend. Večinoma ti pride tudi pride punce v glavo, pač nisem hodil v šolo, pač take stvari. In potem se ti naberajo problemi. Kako bi rekel, tudi nisi več 100% fokusiran na nogomet, vse drugo ti mešaš terene. To me tudi zanima, rečemo, kak starejši igralec, si najdu kakega starejšega igralca kot mentorja, s katerim bi, rečemo, ti se pogovarjal, pa da bi ti nekaj svetoval. Na koncu sem imel Tavareša tam, ki je imel tudi eno tako zelo zanimivo divjo zgodbo, ne, ker tudi njega smo pač imeli v vdaji tu, ne, in je per 19 bil tudi cel podivjan, ne. Mislim, tako, no, vse je razumljivo, ampak
Jaz nisem veliko pozornosti, nisem dobil veliko pozornosti od starejših, vsaj na začetku. Ko sem se vrnil, naprimer, iz posvoje iz Krškega, pol sem se pokonektal z Damjanom Boharom. On me je probal nekako usmeriti v to prave poti in mislim, da mu je tudi kar uspelo. No. Sta še zdaj v stiku? Bolj malo, ampak ja. Ampak ja, okay. Se pravi, mu moraš še kdaj se zahvaliti. Ja. Okay. Zdaj, če se vrnemo pa na samo tvoje igranje, ti si vedno bil bolj ofenzivno naravnan ali so te kdaj tudi trenerji postavljali bolj od zadaj? Mislim, da igral sem zadnjega veznega do kadetov. Do kadetov? Do Krke sem zadnjega veznega igral. Pole pa prišel trener, izhodnik kadetov, Mitja Barbarič. In on me probal na polšpici za napadalcem. In mislim, da sem tam eksplodiral. Sem napredoval nerealno in so prišle tudi moje karakteristike, da bolj do izraza. Tako da za špico mi najbolj paše. Ampak zdaj igraš bolj na strani? Bolj na strani, ampak zdaj v Bravotu hoče trener, da sem kot druga polšpica. Ni to klasičen winger na linijo, pa šprint v globino, ampak po žogo v noge, pa tam kreirati. Ampak v fazi branjenja pa deluješ kot winger na liniji. Se pravi, ko pa gradite napad, pa prehajaš bolj proti sredini, si tudi bliže gol. Za tiste, ko ne vejo, za kaj se gre. Okay. Kje pa se najbolj, kaj tebe, rečemo, kje bi ti zdaj želel igrati, če bi lahko zbiral? V katerem sistemu pa kam bi se postavil? 4-2-3-1 pa na polšpica. 4-2-3-1 pa tu v sredini noter? Polšpica. Vi igrate pa 4-2-3-1. Ampak si bolj na strani? Ja, kot winger, ampak v napadu sem kot druga polšpica. Ok. Zanima me, ker dostikrat se zgodi, ali velikokrat se vsem zgodi, da imamo igralce, ki bi želeli nekaj drugega igrati. Trenerji vidimo nekaj, igralci vidi nekaj drugega in potem je pač ta sama kombinacija. Ker gledal sem statistiko, ti pri kadetih si zabil tam, si imel dobro sezono, če pa zdaj gledamo tam naprej, imaš pa zdaj največ golov, če gledamo kot nek ofenzivni vezni ali pa kot napadalec. Tudi v Mariboru sem naprimer tudi wingerje igral. Dokler smo igrali 4-4-2, da grejo wingerji na not, med prostor, sem pač tako, bom rekel, sem bil dober. Čim je bilo 4-3-3, winger zelo težko, ker pač se zavedam svojih sposobnosti in neka končna hitrost moja sposobnost ni. Ne morem našprintati nekoga. Med prostoru, na malem prostoru se pa znajdem. In tam med prostoru mislim, da mi najbolj paše. Ok. Zdaj, ta del, se pravi, prej sem te vprašal že spremembe klub, pa potem vse skupaj, ampak tudi spremembe trener. Koliko časa imaš ti občutek, da potrebuješ, da sprejmeš neke nove ideje od trenerja, kaj je nov trener? Govorimo, nov trener, vedno je nekaj sprememb, tudi če isti klub, vemo, da so spremembe v logiki, v komunikaciji in potem tudi neke detajli so znotraj same igre. Koliko ti ocenjuješ, da rabiš, da usvojiš nov način dela? Odvisno, če si že igral ta sistem, ker ga hoče novi trener, je dosti hitrejši. Ker če igraš nek sistem, so ponavadi približno ista taktika, isto zapiraš v obrambi in tako dalje. Zdaj, če nek sistem, ker ga nisi igral, malo več časa rabiš, ampak to zame maksimalno 2 tedna. 2 tedna? Ja. Ker to se tudi pogovarjamo, koliko časa nekdo rabi, ampak v sam avtomatizem rabiš pa verjetno malo dlje časa. Ja, tudi... Boš več časa razmišljati o tem. Zdaj, jaz sem 25 let star, tudi nekaj sem dal že čez in dojemaš neke stvari. Naprimer, moji soigralci, kato 18-19, še ne dojemajo in jim je teže. Tudi meni je bilo v Mariboru teže. Ampak mislim, da tudi pride z leti to razumevanje taktike,
zakaj moraš tam biti na unem prostoru, zakaj moraš ta linijo pasa zapreti, pa tako naprej. Ti si bil v Mariboru z Milaničem? Milanič pa, ko sem prišel v Maribor, je bil Ante Šimunža, pol je bil pa Milanič, ja. Ko je bil Jurčič, sem bil na posoji v Krškem. Ok. Ker to me zdaj, rečemo, moje tako dojemanje tudi, a je taktično večja natančnost bila, rečemo, v Mariboru napram Novo mesto, ima prvo rekla sam. Ja, velika razlika. Kako si ti doživljal to? Meni bo kar težko, no. Veliko se gre v detajle. Zato so pa tudi igral evropski nogomet v Mariboru. Tam, če ne zapreš, tako kot ti trener reče, pač ne boš igral. In tako je. Kaj to pomeni, tako ko rečeš, ne? To pomeni na 3 metre, na 1 meter, na pol metra, na... Tako bom rekel, v Mariboru se večinoma prvo obramba, potem napad. In če gre mimo tebe pas in ga ne zapreš pravilno, je pač to, ali to 1 meter, ali to 2 metra, je vse en, ker pas gre mimo. In mislim, da mi je tle to razumevanje te taktike največ preglavic povzročalo. Pa več v fazi branjenja ali več v fazi napada? Več v fazi branjenja. Ker si napadalec in nočeš delati, ok. Nočeš delati obrambe, mislim, ne da nočeš, ampak se ti ne ljubi. Kogarkoli napadalca bo to vprašal, se mu ne ljubi obrambe delati. No, to je zdaj, rečemo, eno meni tako zelo zanimivo vprašanje, ne? Najbolj ste iskani tisti, ki ste sposobni narediti igralca več, tako rečemo tebi, to zdaj uspeva tudi letošnji sezoni, kar te izgledam, ne? Ker zlahka date gol ali pa asistenco, ne? Se pravi, da imaš pol nekoga, ko zna pač pospravljati to, kar si ti nekaj več naredil, ne? Ampak v mlajših kategorijah se zelo velikrat trenerji rečejo, pustimo Martina, ne rabi toliko delati v fazi branjenja, ker nam bo toliko dal veliko napadov. Ampak potem, ko pa ta Martin pride v nek višji nivo, kjer bojo pa morali vsi delati, kaj pa to pomeni za te pol? Pol te zmanjka, ne? Rabiš, ko so se pogovarjali prej, rabiš čas privajanja na sistem. In jaz sem pač kot, ne vem, 16-17-letnik rabil 2 leti skoraj, da sem jaz razumel, kaj hoče trener. Ne bo ti pa razlagal 10-krat. Razložiti enkrat, 2-krat. Tudi pomočniki niso delali tega stava, kaj? Ne. Ker to me je zanimivo, ne, da je rekel Miha v Italiji, ali ne, z enim drugim sem se pogovarjal, da, ne vem, naredil je neko napako, ne, na tekmi in potem je bilo naslednja 2 treninga samo to, skozi, pač ves čas se je ponavljalo, ne vem, izbijanje žoge in vračanje v pozicijo in spet izbijanje in vračanje v pozicijo. Je rekel, dokler nisem vedel, ok, če še enkrat to naredim, naslednjič moje 10 dni to moral delati, ne. Bolj ko ne, skoraj individualna zadeva, ne. Ker tu normalno, če si ti bil navajen stati na sredini, ne, zdaj si pa mogel preteči nazaj v 5-metrski prostor, je to 40-45 metrov, ko je tebi se zdel, pa kdo to lahko sploh teče, ne. Ja. Tudi iz kondicijskega vidika moraš potem nadgradnjo narediti. Tako, no, pač mislim, da Maribor takrat se je igralo evropski nogomet. Mislim, da je tudi tako se delalo kakor v tujini. Če ne boš ti, bo drugi. In tako pač je. In jaz takrat nisem igral, ampak sem hvaležen za to, kako bi rekel, za to izkušnjo. Ker sem malo nazaj razmišljal in sem neke stvari dojel, zakaj je bilo to tako, pa zakaj nisem igral, pa ne vem, zakaj nisem dajal na koncu golov v Mariboru. Pa si bil tako po duši upornik ti v tem najstniškem obdobju?
Niti ne. Niti ne. Tako da si prišel, ne vem, po tekmi domov, pa si rekel, ne vem, je naredil trener krivico, mi je dal priložnosti ali karkoli. Ne. Jaz sem vedno rekel, nisem igral naprimer pol leta, prišlo je pripravljalno obdobje, sem rekel, zdaj bom pa najboljši. In bil sem. Ampak spet prišla je tekma, spet me ni bilo. In kot sem prej rekel, ali boš ti ali bo pa drugi. Ne? Če ne boš pospravil na tekmi, tisto, kar moraš ne, bo nekdo drug dobil šanso. Ok, zdaj, če gledamo zdaj spet tvojo, celotno to odraščanje, U16 mislim, da si prva reprezentanca, U15, ne vem, zakaj nisi bil noter. Te še niso opazili. Ne. In potem si se pravi ti skozi, do 21, še obe reprezentanci si bil klican, Liga prvakov, mlajši, igral si tam zelo hiter članski nogomet z B ekipo Maribora, kjer ste se sprehajali po tej tretji ligi, pa je kar nekaj igralcev vas potem tudi ven splavali. Koliko ti si doživljal zdaj igranje na eni strani, ne vem, B ekipa, pa potem A ekipa, pa potem reprezentance, vse ti različni informacije trenerjev, ker vsak, tako smo prej ugotavljali, različni detajli v vodenju, ob tem, da si pa ti pridobival zelo dobre izkušnje, težke tekme, zelo hiter, ker igrati za reprezentanco, pač tudi jaz vem, je igrati, tudi če je prijateljska za Avstrijo, Nemčijo, Belgijo, je nekaj drugega, kot pa igrati našo prvo kadetsko ali mladinsko ligo. Ja, sigurno. Sigurno je bilo to tudi nek challenge, tudi mentalno, pa treningi za ekipo, pa tekma z B ekipo, pa potem greš na Ligo prvakov za mladince, pa potem je pauza, pa greš v reprezentanco. Tako tudi mentalno te malo stroši. Vsak nekaj drugače zahteva, ne vem, selektor čisto drugačno taktiko postavil, kot naprimer v B ekipi igramo. Saj tudi, ne vem, Slovenija, naprimer, karikiram proti Rusiji, ali pa Angliji, ali pa Maribor proti, ne vem, Šmarja pri Jelšah. Tretja liga. Tudi tle je že razlika, kako boš ti postavljal, kako se boš postavil na tekmi, pa kako taktiko boš uporabljal. Kaj pa pomeni mentalni challenge? Tako, pač različne informacije, od vsakega nekaj drugega dobiš. In zdaj to preklapljati med temi je težko. Kaj pa ta challenge, tako si rekel, pa z vsem spoštovanjem do Šmarja, imam kar nekaj prijateljev tam, ampak če ti razmišljaš, ko priješ ti to tekmo igrati, pa si pred tem igral, ne vem, nekje Ligo prvakov, U19-ke, pač, koliko je to pa, rečemo, mentalni challenge, da se ti pripraviš za tako tekmo, da bo šel na polno, ali pa ste vi bili toliko boljši, da se tudi niste rabili nekaj veliko. To je bila slabost B ekipe, ker to je pač, prišel si na tekmo vedel si, da boš zmagal 5-6-0. Zdaj se pripraviti na to, da boš ti ne vem kako tekmo odigral, težko, ker pač si ekipno toliko boljši od vseh. Realno smo pač bili toliko boljši. Ker to je zdaj, problem je, da ne vem, ali se je zdaj kaj spremenil, ali se bo spremenil. B ekipe ne moremo imeti, se pravi, mora biti ena liga vmes. Ja. Zato tudi Maribor potem odstopil od te B ekipe, ker so želeli tudi drugo ligo z njo. To vem, ker pritisko na NZS, da gremo v drugo ligo. Ne vem, ali se je kaj spremenil, da se ni, ampak koliko ti gledaš, rečemo, na to, na te mlade igralce, pa druga liga, a se tebi zdi, da bi bilo to dobro za njih ali bi bilo slabo to za njih? Kot mladi igralec mislim, da potrebuješ minute. Nima veze, ali prva ali pa druga liga. Mislim, da je druga liga to, na taki ravni, da lahko tudi neki mlajši igralci splavajo iz tam. Ok. Povej mi, v reprezentanci ti si bil v času, tudi ko je bil gospod Miklevič, direktor reprezentance, Ja.
A si ti občutil, da ko ste prehajali od selektorja do selektorja, da imate dost podobne navodila? Ali so se selektorji med sabo, to je tako moje zanimanje, zaradi tega, ker bi ne takrat v tem obdobju reprezentance igrale po nekem istem principu, modelu, kakorkoli obrnemo, ne? Vsaj neke principe ne bi imeli dosti podobne, ne? Jaz sem imel 2 selektorja, Primoža Gliha pa Igora Benedečiča. Bene je bil skozi tabo od 16 do 19 ali kaj? V 17-18 sem imel Primoža, 19. Ja, točno Primož je bil. Pa si pa spet ga dobil na 21. Spet na 21 Primož. Aha, okej. Čist 2 drugačna Pristopa. k igri. Koliko si pa to doživljal? Tako, meni je bilo v redu, sploh pri Primožu. Me je imel rad. Te je imel rad, pa je bilo v redu, kaj? Je rekel, dribli, dej med noge, pokaž, da upamo, da smo boljši, to je to. Kaj ti je pa najbolj tako od reprezentančnih teh tekm ostalo v spominu? Ker zdaj, če gledamo, vsem si se v tem obdobju srečal z veliko državami, ki so potem pač imele tudi takrat že nekatere potencijale, ki danes igrajo na nekem nivoju, se koga posebej spomniš? Mislim, da 21, ki smo imeli Francijo v skupini in so igrali, mislim, da je igral Musa Dembele, ki zdaj igra v Lyonu, pa Lucas Hernandez, ki igra v Bayernu, pa tudi svetovni prvak je bil z Francijo. Kdo je še? Pa mislim, se spomniš te Francije, da je neki drugačen? Ja, sigurno. To je 3 nivoje nad našim nivojem. Pa kje se tebi zdi, da je največja razlika? Fizika. Fizika? Fizika, daleč. Kaj to pomeni? Tekaško, dueli? Tekaško mogoče ni take razlike, dueli je pa gromozanska razlika. Ko pride Musa Dembele, ker je isti kot je zdaj. Isti je kot zdaj. Ti pride tam 3 dana na hrbet, pa ti da gol in kaj boš naredil. Mislim, da je v duelu največja, v moči je največja razlika. Ker mi se pogovarjamo tudi tako, zdaj, kje naredi tudi en prejšnji gost, je rekel, da ta kondicijski Domžal, Kunavar, je rekel ravno, da ugotavljajo, kje je razlika tujina mi, in zakaj oni lahko tečejo, tudi po 36-37 km/h, mi se pa ustavljamo nekje na 33. In zdaj, koliko pri nas delamo fitnessa, Nič. Mlajše selekcije nič. Ker tujina pa v bistvu dost, se pravi, normalno kadeti se že morajo privajati na tehnike in na ostale vsebine, zato da bojo mladinci lahko že v bistvu delali, da potem, ker mišice se verjetno ne pobira dol z drevesa. Mi smo prišli v Chelsea, v njihov kamp, tam je Cobham ali nekaj takega. In so bile selekcije in so bili, mislim, da glih v 15. Mislim, da je bila 15 v fitnessu. Od U15 so bili že v fitnessu, jaz nisem videl v fitnessu do 17. leta. S tem je razlika, naprimer, že tle je razlika. Poti pa pride, pa ima nogo za 2 tvoje. Pa se vprašaš, od kje, Ja, od kje. Ok, zdaj, če gledaš ti za nazaj, spet, koliko si ti potreboval vlagati, da si ti bil konkurenčen v naši ligi? Kadetski je verjetno ne velik, ne? Ne, kako pravim, nisem se zavedal, ko sem bil mlajši, kaj hočem. Mislim, da sem predvsem zdaj velik korak naredil od Maribora naprej. Sem se povezal z Matejem Hočevarjem iz Vigorja kot trenerja dodatno za fiziko pa kondicijo. Potem sem tudi športnega psihologa vzel. Mislim, da sem tu največji napredek naredil.
Mislim, da bi mogel to vsak. S katerim psihologom pa delaš, če ni skrivnost, da mu malo reklame naredimo? Robert Nisija. Aha, se iz Robija. Robija imaš pa tako v klubu tudi, ne? Tudi v klubu. Ja. To sem že prej razmišljal v Mariboru, da bi vzel športnega psihologa, potem nisem. Sem prišel v Bravo, pa so tudi oni sami ponudili, da bi lahko delal, pa sem rekel takoj, da bom, ker mislim, da tudi v Mariboru, ko nisem igral, nisem bil mentalno prestvarjen. Tudi, ko ne igraš, je najtežje mentalno to prenašati. Meni tudi ta del me je zanimiv, ne? Če lahko vsak dan 1% nekaj izboljšaš, ne? Je potem lahko na koncu leta zelo veliko izboljšanega. Ne? In zato me tudi zanima, meni je, bom rekel, na eni strani razumem vse hormone pri 17 in ne vem, da rečemo požrl sem cel svet, celo pamet sveta, ne? Ampak na drugi strani vse informacije, ko so danes, ne? Ko na pladno, kaj bi ne, kako bi ne, zakaj bi ne, da ne vem, te najboljši igralci vemo, v kakšnem režimu živijo, ne? Ven se povzame samo, ne vem, enkrat v letu si je privoščil neko zabavo, pa še niti ne vemo, kaj je tam delal, ampak vemo, da je bil na zabavi, ne, in to je zdaj, on sam žura, ne. Ja. Mal karikiral, ne. Ker tudi, ne vem, za samega psihologa, ne, ljudje še kar mislijo, da je to, ne vem, za tiste, ki rabijo pomoč zdravstveno, ne, v resnici je pa on, ja, ampak on je tako kot kondicijski coach, je isto coach za to, da ti določene odločitve lažje sprejmeš ali pa narediš, ne. Daj mi reči, kaj pomeni, rečemo, zdaj od Maribora naprej, midva smo tako v drugo polcajt gremo počasi, ne. Ura, upam, da ti v redu mineva. Super. Ko si rekel, ne, od Maribora naprej, verjetno si tudi sam sklenil, ok, nisi vložil tisto, kar bi je treba, a si zadal, ne vem, nek obdobje, ko rečeš, ne vem, do tega pa tega leta bi rad dosegel to pa to pa to. Ali je bilo to, ok, gremo korak po korak, pa bomo videli, kam bomo prišli? Bolje je bilo tako korak po korak, dati vse od sebe. Pravim, povezal sem se s trenerji, s psihologom, da smo včasih med pripravljanjem obdobje delal po 4 treninge na dan, odkar sem bral. In mislim, da pa tudi, ko sem bil mlajši, sem bil tak tudi len otrok. Tudi dobil sem neke delovne navade zdaj in mislim, da letošnja sezona tudi to pokazuje. Ja, zaenkrat ti izgleda zelo dober, ne, mislim, se pravim, tudi kar jaz gledam vaše tekme, ne, se pač vidi, da je tvoj doprinos v tem trenutku je absolutno velika, ne, ampak se tudi vidi tvoja lastna želja potem, kar je meni bolj zanimivo, ne, da pozitivno tekmuješ, no, tako bom rekel, vidi se ti, da bi rad zmagoval, ne, in da je vsak zadetek in vse, kar gre zraven, da tudi drugače čustveno doživljaš, ne. Ampak, daj mi reči, se pravi, ti do 17 nisi fitness videl, kaj je to pomenilo, to pomeni do Maribora nekje, ne. Ja. Ampak, na kak način ste, rečemo, vi v Mariboru takrat delali, če primerjamo to, kar zdaj ti delaš, pa drugo pod vprašanje je, kako imaš ti to dogovorjeno v klubu, da ti še individualno zraven imaš trenerja. A oni vejo to, predvidevam, da vejo. Včasih niso vedeli. Zdaj vejo. Sem nam tudi prepovedal, da hoditi, pa sem vseeno delal. Ampak zdaj tudi klub se povezal z tem istim trenerjem, tudi pri njemu delamo treninge, tako da tudi zdaj vejo, kaj delamo. Aha, tako da se ve, kaj se dela. Ja. Ampak reči mi, to me zanima, ne. Meni je bilo zelo zanimivo, pač Lara Prašnikar, upam, da veš, ne, kdo je ena naših najboljših trenutno igralk, verjetno igral prvo Bundesligo in je rekla, ko sem prišla v Nemčijo, fitness, velike kile, hvala Bogu, da sem pol leta prej pripravila telo, da sem preživela.
bolj kot ne s temi besedami. Ne. V glavnem, in zdaj, ko gledamo, pa pri nas je pa še vedno neko to mnenje, to velikrat vdaje, tudi jaz rečem, fitness nas bo naredil počasne, ne. Pa bi cel svet mogel biti počasen, pa vsi šprinterji, ne. Pa vidiš MBP, pa 37 teče, ne? Ja, ampak rečemo, kak ste imeli, rečemo, če se spomniš ti režim fitnessa v Mariboru? S čim so vas pripravljali ali pa v kak režim so vas dali? Večinoma je bilo vse eksplozivno. Ni bilo zdaj 100 kg na hrbet, pa počepe delati, ampak po meri pa eksplozivno. In kot ko delaš, tudi dobivaš na eksplozivni moči in nisi počasen, ne morejo biti mišice počasne. Koliko ste imeli pa, rečemo, količine treningov tam? Koliko ste bili v fitnessu tedensko? Dvakrat, trikrat? Dvakrat. Večinoma v katerem obdobju? Na začetku tedna. Ponedeljek, sreda ali kaj? Ponedeljek ali pa torek ali pa ponedeljek, sreda, če je bila v soboto tekma. Aktivacije v fitnessu vi niste delali v Mariboru? Ne, to če si sam. Če si sam? Ja. Ampak so bili trenerji za to ali ne? So bili, ja. So bili za to? Samo mogo si vprašati. Sam tebi se ni dan? Ja, včasih. Takrat še ne? Ja, takrat še ne. Okay. Koliko imaš pa zdaj, rečemo, režim fitnessa? Vsak dan. Ti si zdaj vsak dan v fitnessu? Vsak dan. S tem trenerjem, Matejem, večinoma ponedeljek ali pa ponedeljek, torek, dvakrat na teden ali pa enkrat, odvisno, kdaj imamo tekme, je večinoma eksplozivna moč za noge, večinoma noge. Pa vsak dan še svoj fitness pa gornji del. Pa kor pa... Pa kor pa vse, kar pride zraven. Ampak ti v drugem delu ne delaš potem tedna velike kile več? Ne. Ok. Ker to je tudi, to so zdaj diskusije, ne? Ali gremo takoj samo na eksplozivno, ali bomo v pripravljenem obdobju malo zgradili mišico, pa jo bomo pol zaktivirali, ne? Kar pa pomeni, da boš tako kilo ali pa dve dobil na mišični masi, pa potem skozi trening tam zadnje 3 tedne, ko se potem tudi veliko teče in ostalega se pač to malo topi. A sta vidva tudi približno tako delala skozi pripravljalno obdobje? Ja, približno. Med pripravljalnim obdobjem sem skoraj vsak dan pri njemu. Tako da kar dobim na mišični masi. Kaj to pomeni, da dobiš 3-4 kile, rečemo po zim? Ne. 2 kili max. 2 kile max. 2 kili max. Ampak se pol stopi, ne? Pol se to stopi, pa vse po redkejših treningi, če bi tako rekel. Ker normalno tudi spuščaš proti prvenstvu, začetku prvenstva. Ampak v prvenstvu vsem ti si 2 do 3 na teden v fitnessu, se pravi, zdaj si vsak dan, ne? Zdaj si se že navadil. Ja, zdaj veš, ko imamo fraj dan, ne morem brez treninga. Iz take skrajnosti sem prišel, iz ene skrajnosti v drugo. Ja, pa greš tudi potem samo zame žoge, pa tudi žogami kaj, greš, ne vem, tudi. Se ogreješ, proste strele in tako naprej. Ampak to je večinoma po treningu. Ostaneš. Na nogometnem treningu pa ostanem. Imata del z golmanom? Ja. Vedno ostane. Najmlajši mora ostati. Ja, mora ostati, če kapetan reče, to je to, pa se ni zazajbalo. In ga potem malo potrpaš jih, ne pa. Ja, pa 10 pa gremo. Imate vsak trening 10, to je to? Ali kaj več? Kolikor kdaj, no. Zdaj je tudi odvisno, ali je to začetek tedna ali je konc tedna. Proti konc tedna so večinoma samo penali, par, 5, 6 in potuš. Zdaj delaš aktivacijo z utežmi? Ne. Še nisi tu? Ne, aktivacijo delam s svojimi, mislim, z telesno težo. Kako pa to izgleda, če lahko poveš, ali je skrivnost? Ja, večinoma je to kor pa gibljivost. Ni nobenih eksplozivnih gibov? Ne. Ok. No, to me zanima. Pa elastike pa tako. Tu smo si, se pravimo, mene zanimajo režimi, ki se jih nekdo pač vzpostavil, in potem pač, ne vem, Roman Bezjak je rekel, če nisem naredil aktivacije velike kile pred tekmo, jaz nisem mogel igrati. In to je pomenilo, če je večerna tekma zjutraj, če je bila bolj
opoldanska tekma, pa že zvečer, ne, dan prej. Komu kaj paše, ne. Koliko se navadi, po moje, bolj telo, ne. To je odvisno, kdo ti je kondicijski trener. Ja, to. Če kaj pa ostale stvari tu zraven, ko si rekel, da se pravi, eno je pač psiholog, kjer te ne bom spraševal zaradi tega, ker je verjetno tudi kakšne skrivnosti morajo ostati, ampak razne ene stvari. Kje si ti čutil največ problema? Je bilo, ne vem, ker tu dostikrat po moje, mislim, kar sem se jaz pogovarjal, ker isto je, Domžale so itak imele cel stav psihologov, zdaj ne vem, koliko jih še imajo, mislim, da nekaj dela. Jasmin Handanović vem, da je tudi šel za to, da je pomagal, da mu je dvignil tam še 30% ali pa 2%, zato da je takrat igral to Evropo ali pa brano, toliko, ko je bilo treba, ne. Ampak različni so potem razlogi, ne. A si ti imel, rečemo, strah, da ga ne boš dal, ali si imel problem kje drugje, ne, ker verjetno ponovadi je to, ali ti je bil problem izven igrišča, pa si zaradi tega šel po svet. Ne, tudi večinoma je bil problem, rad sem se pogovarjal s sodniki. In tle sem preveč energije izgubil. In čim se ti začneš ukvarjati z nekom drugim, kako on sodi ali pa kako on igra, nimaš fokusa nad svojo igro. In takrat si ti slab, ne on. In tu sem, mislim, da velik korak naredil, mogoče rečem še eno ali pa dve besedi sodnikom med tekmo, nič več. Včasih pa vsak duel, kako ne, kako to ni faul, kako ni ono. In pol zgubiš sam sebe. Zgubiš fokus, ja. Tle sem veliko predobil s psihologom. Tudi priprava na tekmo je bila ključna. Najdeti motivacijo, priprava mentalno, različne vizualizacije. Ja. Vse to na koncu neko celoto daš in napredek je sigurno. Ti prakticiraš avtogeni trening? Ne. Ne? Tega niste delali? Ne. Okay. Zdaj, če gledamo ob tem, pa če si ti vsak dan, pa če si rekel, da si delal tudi po 4 treninge na dan lahko, ne, kaj to pomeni iz vidika zdaj regeneracije? Koliko si pa tu, rečemo, se posvetil, glede na to, da tudi po mojih izkušnjah, ne, če greš ti v tak rigorozen režim, če ne boš poskrbel za regeneracijo, slej ali prej bo poškodba, ne? Ja. Prvo mora biti pravilna prehrana. Tudi zračunal sem si ure, kdaj moram jesti, kdaj ne smem več jesti. Pol pride po treningu hladna voda, obvezno, pa kaj meni najbolj pomaga je spanec. Spanec je zame najbolj. Med dnevom in potem, da je to od 10 do 6, 8 ur. To zdaj te moram spet malo bolj podrobno, jaz vedno rijem to noter, tako da. V glavnem, če gledam zdaj samo hrano, ko si rekel, sem si odmeril, a si ti prebral kaj, a si preposlušal, a si ti šel po nasvet, kaj jest pa koliko, ne? Ker to smo tudi imeli Jano Levce v Davi, pa je bilo, rečemo, tako izrazito, eno raziskavo so delali v enem našem prvoligašu, da rečemo, imamo zelo velik problem z vnosom beljakovin, da se absolutno premalo beljakovin vnaša iz vidika tudi obnove mišičnega tkiva in ostalega, ne. Če pa gledamo celokupno, je pa praktično vsi so bili podhranjeni glede same količine kalorij dnevnega vnosa, glede na potrošnjo, ki so imeli igralci, rečemo, ne. Zato me zanima, če si imel kak svetovanje, ali si to... Tudi svetoval me večinoma ta trener Matej, ki ima tudi nutricionistko v svojem fitnessu, pa tudi na internetu. Razmišljal sem tudi, da bi šel k enemu nutricionistu, ampak za to se še nisem odločil. Večinoma YouTube. Večinoma YouTube. Denisa Popoviča pokliči, on ti bo svetoval enega dobrega. On ima neko dobro vezo. Super. Če rabiš kontakt, pa povej,
pol zamenjali. Upam, da komunicirate kaj. Ja, Da se sam kregate na igrišču. to je sam na igrišču. Ok, zdaj, koliko imaš pa pola, rečemo, tedenski sam režim glede te prehrane? Se ti verjetno, ker pred tekmo imaš ti verjetno malo drug režim, ko pa prejšnje dni, pa po tekmi tudi, ali je bolj kot ne skozi eno in isto? Ja, če ste eno in isto, potem zdaj sploh, ko imamo tekme ob enih ali pa 12, je drugače zgleda zjutraj. Je že, tudi moraš gledati, mislim, jaz se dobro počutim, če malo manj jem pred tekmo, da sem lažji. Par gramov. Kdaj pa filaš glikogenske zaloge si? Že 2 dni prej? Ja, po treningu. Ne mislim, da več, da imaš prav posebej, zato ker tudi treningi so pri nas tako nastavljeni. Ponedeljek, torek, sreda so ponovadi dosti intenzivni, in mi dosti trošimo te glikogenskih zalog, kljub temu, da še verjetno tekme nismo vse nafilali. Potem je pa spet prije, ne vem, že nova tekma, zdaj ste imeli tudi vmes ritem, sreda, sobota, še toliko bolj divje bilo. Zaradi tega, a takrat si bolj pozoren, da je več, ne vem, testenin, riža in vsega ostalega, zato da ti nafilaš nazaj, ali je telo toliko pripravljeno, da nekje drži režim? Ne, sigurno, po tekmi več ogljikovih hidratov vnašam, a pa po nekem težkem treningu. Zdaj, če nek trening pred tekmo, ker nič ne delaš, skoraj nič, je nekaj malo manj. Jaz en dan pred tekmo ne uživam ogljikovih hidratov. Aha, en dan pred tekmo ne uživaš? Zakaj pa to ne? Tako sem se navadil. A je bilo tudi na svet tako ali kaj? Ja. Aha, ok. A si vprašal, kak je razlog? Ne. Ne, pa me pa dal kontakt, mene zanima. Ker ponavadi je ravno obratno se svetuje, da se en dan prej, nekateri že celo 48 ur, zelo filajo ogljikove hidrate. Zadnji obrok, mislim, da ki je pomemben, je bil tako, kot da bi rekel, okrog 20 ur pred tekmo, da bi ne bil ključen. Tisti bi ne bil najbolj pomemben, zaradi tega. Zato me zanima, to pomeni, če imaš soboto tekmo, ti v petek si že brez ogljikovih hidratov, ali kaj? Pač ne čist, pač ne jem testenin, pač so neki ogljikovih hidrati, ni pa to zdaj, ne vem, 200 gramov testenin. To, kar večina igralcev dela? Ja. Aha, ok. Zanimivo. Kaj pa ostalo, ko si rekel, ne vem, ledene kopeli, to vsak dan imaš tudi kakšne kompresijske hlače, kaj masaže? Masaže, to je stalnica, pa imamo Normatek v klubu, tudi to uporabljam. One hladilne ali samo kompresijske? Ne, kompresijske so. Ker zdaj so že nadgradnje, ti boš mogel samo ložiti v to. Sem že razmišljal o tem. Si že, ne? Ja, ok. Daj mi povej malo več o spanju. Ker si rekel spanje, ker ta del me pa najbolj zanima, ker se mi zdi, da vsako tretjo oddajo se nekje malo dotaknemo te teme, pa strokovnjaki vsi absolutno svetujejo. Jaz sem prav razmišljal, moram enega najti na temo spanja, ker tudi zdaj poslušam eno audio knjigo na to temo. Kaj to pomeni režim spanja za tebe? Koliko ti spiš na dan? Obvezno po treningu, obvezno 1 uro, vsaj. Se pravi, kot power nap varianta? Kot power nap. Se pravi, trening, hrana, spanje? Ja. Ok. Polje pa zvečer pa probam od 10 do 11 zaspati. Med 10 in 11 pa do naslednji dan? 6, 7. Aha. Ker v 7:30 je že prvi trening? Ne, tako, paše mi. Tudi na koncu imaš več od dneva in vse. Ne, sej, pač govorimo zdaj količinsko, a ti gledaš, da spiš nekje 8 ur pa pol, 9 ur? Ja, aha. 8 ur obvezno. 8 ur je minimum nekje, ki bi ga ne imel. Ok. Pa veš zakaj? Ne veš zakaj? Ne, tako sem probal in tako mi odgovarja, tako da
Spiš kaj slučajno z unimi urami, ko merijo, koliko si vrem spanjo, pa to te ne zanima, če? Ne. To te bomo še pripravili, da te bo še zanimalo. Še kaj drugega rečemo tajega, da ti razmišljaš, da bi vključil v svoj proces razvoja? Niti ne. Meditacije, joge, Za jogo sem razmišljal še. Sta govorila s kondicijskem tudi kaj? Tudi, ja. Sem omenil, da bi začel zjutraj. Ja, pa kaj je rekel? Je rekel, da te podpira? Da sigurno, da to mi bo pomagalo. Tudi na gibljivosti in vse. Pa predvsem mobilnosti, ne? Mobilnost. Pa pol zaščitiš še. Sej, gibljivost. Gibljivost, mobilnost. To skozi malo poskušamo ločiti, ne? Gibljivost je lahko samo, ne vem, v nekem gibu, ne? Govorim samo predklonu, ne? Mobilnost bo pa, se pravi, koliko bo nek sklep v celoti lahko sposoben nekega giba ali pa večje amplitude giba narediti. Mogoče nisem najboljše razložil, pa bomo probali še redefinirati. Gre se za bolj kompleksen gib, no, predvsem, ne? Ni samo enkratno, ne? Tako da, ker danes veš, ne, kaj pomeni, verjetno si se že pozanimal, mobilnost kovkov, koliko so pomembni in tako naprej. Kaj vas pa testira, kaj? Ker verjetno nisi edini pri njemu, ne? Ja, meni večinoma eksplozivnost. Ker to sem hotel tudi narediti napredek v prvih 3-4 korakih. To mi večinoma na vsak mesec testira, pa tudi mobilnost kovkov in vse to. Kak test pa uporabljata? A imate celice 5 metrov šprinta, ali imaš tenziometrično ploščo? To ploščo. In pol skačeš? Skačeš trikrat iz counter movementa, se pravi, si na tleh, pa koliko si pa napredoval, kaj? Zdaj teh mer ne poznam, ampak rekel je, da sem napredoval. Pa je v redu. Koliko se pa na igrišču počutiš? Ja, pač sigurno. Ta prvi korak je sigurno boljši, kot je bil. Je bil. Kaj pa duel? Duel sem tudi že popravil. Ga lažje naložiš na hrbet? Enega že lahko, zdaj ko še drugega pa pogovarja. Boš pa kot Dembele. Ok. Zdaj, tisto, kar rečemo se nam v klubu, zdaj vse je več stvari kopiči, ne. To je zdaj tako, ko se pogovarjam s trenerji prihajajo 3 ure pred treningom že na klub, ne, pa grejo 5 ur po treningu, pa pol pridejo domov, pa so še kar za računalniki. Koliko si ti, rečemo, doživljal, verjetno si v Mariboru prvič se srečal z GPS-i, ne? Ja. Zdaj ti je pa to že stalnica, ni ne treninga, ne tekme, brez tega. V Bravo nimate live, verjetno, imate live. Koliko ti v bistvu doživljaš, te zanima, dobivaš povratne informacije glede teh stvari ali ne? Dobivam, samo moraš reči. Mislim, te zanima? Ja, zanima me sigurno. Ker mislim, da tudi tle se od tujine razlikujemo intenzivnost teka. Ker vse skupaj imajo tam 12, 11, 12 vsi. Tudi v slovenski ligi imaš po 12-13 km, ampak nimamo pa tega intenzivnostnega teka, kot je sprint ali pa high intensity run. Nad 25 km. Nad 25. In tudi to probam nadgraditi. Koliko imaš trenutno cifre, če ni skrivnost, letošnje sezone? Najboljšo sem, mislim, da imel šprinta 350. To ni high intensity? Ne, high intensity mislim, da pa, ne vem točno, mislim, da okoli Jurija 300, Jurija 400, ne vem. To so oreng številke, ne? Vse, kar je nad Jurija, je za našo ligo prvo, tako da te že ampak to se zdaj razlikuje od tekme do tekme. Normalno, odvisno je tudi proti komu igraš, pa kak je tip tekme, ne? Zdaj ti je lažje pol se vračati glede na cifre, ko si jih zdaj povedal nazaj v svoj kazenski. Ja. Ali glava še vedno ne da? Ne, to ni več problem, ni več ovira prijeti nazaj.
Včasih se tek malo pošalim, ne, ampak ko gledaš tujo tekmo, jaz nam rekel, da je Salah vedno v boksu noter, ampak na koncu, ko ga pa gledaš, pa ko se branijo, se vseh 10 branijo, ali je to Liverpool, ali je Real, ali Barcelona, ali kdorkoli drug. In se za žogo in pri Bayernu pa tek sploh ni vprašanje, a bojo ali ne bojo, rečemo, ko karikiramo, pač vsi tečejo in vsi zapirajo. Je pa zanimivo, a imaš ti občutek, da se je v zadnjih letih tudi način treniranja pri nas spremenil, verjetno se tudi pa z drugimi pogovarjaš, da trenerji tudi gledamo na to, da ko se trenira v visoki intenzivnosti. Ja, sploh zdaj pripravo to, ko hočemo igrati visok pressing in je to vsaka igralna oblika je pressing in si takoj že kondicijsko na višji ravni in tudi razmišljanjem te pač prisili v hitrejše razmišljanje. Tudi mislim, da je pravilno, da se tako trenira, ker pač fuzbal gre v to smer, da je fizika. Ampak imate vi kakšna pravila, rečemo, tako je imela Barcelona, teh famoznih 5 sekund, koliko časa si v pressingu in koliko časa nisi v pressingu? In kdaj nehaš loviti žogo, če tako rečem, po izgubljeni žogi? Ko vidiš, da izpadeš. Mi imamo to pač, usmerjamo na eno stran in tam stisnemo. Če nam izigrajo, se vrnemo v drugi blok. Mislim, drugo cono v blok. Se pravi, greš v bistvu se braniti in si še v conski postavitvi, nisi več v pressingu. Ker kaj pa po izgubljeni žogi, imate pa isto takoj se lovi žoga, ampak koliko časa se lovi ta žoga? To me zanima. To je zdaj po občutku, mislim, če si blizu, boš ganjal, boš tekel za to žogo. Če nisi blizu, če ti naprimer obrne stran, se boš postavil nazaj, ne boš tekel zdaj 30 metrov za brezvez. Ker za tebe kot napadalca je zagotovo problem, da se jaz kot trener zaderem prvič, ti narediš šprinta, 50-60 metrov, si ganjal tam onih 6-7 minut, se nekako vrneš, igraš neko kontro, si spet naredil šprint 50-metrski, tam je priložnost, še enkrat pritisneš, še enkrat, zdaj si v takem laktatu že, da rabiš pol 2 minute, ker če ne boš kislino začel pluvati. Zato sprašujem. In tu rečemo, se mi zdi, da je zelo pomembno, da igralci razumete tudi te nivoje, koliko časa lahko pritiskamo, ker drugače boš ti več škode naredil, potem, ker ne boš mogel delovati v fazi branjenja. Med tekmo se tudi pogovarjaš, en igralec hoče pressing narediti, nisi v stanju preserati, se povlečemo nazaj. Naprimer, jaz kot kapetan ali pa, štoperi večinoma prite nazaj. Ker meni je zanimivo, pri nas rečemo, ne opažam tega tokrat, ampak v tujini se velikokrat vidi, ko naredi, napadalec nek pritisk, moja ekipa vzame žogo in potem oni sicer želijo tako igrati naprej, ampak on še se vrača iz offside in počasi hodi in sam takle dela. Kroži, počakaj, ne morem, da nadiham, pa bom pol naslednji šprint lahko naredil, spet. Zaradi tega imam občutek, ni to samo to, da igralec noče ali ne more, ampak da ve, da more pač biti v nekem nivoju, da bo lahko pomagal ekipi. Zdaj smo jo dobili, trošil sem se, zdaj mi da se mi uravna spet, tako kot sem rekel, da mi laktat malo pade, da bom jaz potem lahko ponovno, ker višji, ko je laktat, več je mišic zlepljenih in je pol teže mislim, ne moš ponavljati več, ne moč, lahko samo ležeš. Kak pa ti doživljaš, ko narediš 3 šprinte gor v fazi branjenja, pa ti on vezni hoče povrniti, pa reče, zakaj nisi šel? Tako, v napadu, če gremo v neko kontro, bom zmeraj šel zraven. To sem se tudi navadil, ker nikoli ne veš, da bo prišla do tebe. Ali pa ta 30-metrski šprint v 16 metrov. Tudi to sem dojel, da največ golov pada v 16 metrov. In 10krat boš odšprintal, ne boš dobil žogo, glih takrat, ko ne boš odšprintal, jo boš dobil tam, kjer moraš dobiti. In
Jaz probam vsakeč, ko gremo naprej, iztisniti ta max sprint, pa pol nazaj se postaviti, pa nadihati. Polo bloku noter, da tam. Ampak to tudi ekipe ne znajo vedno počivati v bloku, ne? Ja. Ker načeloma, če imaš dober blok postavljen, tečeš manj, kot teče ekipa, ko ima žogo, ne? Ja, tako, moje mnenje, mi smo naprimer v drugem bloku tako povprečni. Mi smo boljši v pressingu gor, v drugem bloku sam tečemo. Čeprav lani ste bili boljši meni v drugem bloku, moram reči. Ja. Zakaj? Ne vem. Kemija ekipe ali kaj drugega? Ja, pa tudi izkušnje, pač, ne vem, razlika je, če imaš 18-letnika ali pa imaš, ne vem, ko je bil še Mustafa Nukić. Okay. Je razlika. Se ti malo drugače postavi, Ja. z samo pozicioniranjem na igrišču, se pravi, Razlika. ga je treba malo naučiti, kje mora stati. Koliko pa doživljajo mladi igralci, te 18-letniki tebe, ko jih usmerjaš? Kaj poslušajo ali kam mi težiš? Tako, kar pozitivno sem presenečen nad temi mladimi, ker jaz naprimer nisem bil tak. Tako, vsaj v Bravo se hočejo naučiti, hočejo poslušati, tako da ni problema s tem. Ok. Ok, kaj smo mi dva pozabila še kaj? Daj mi reči, zdaj, ko gledaš ti tudi tujino, verjetno ti je to ena od naslednjih ciljev, ne? Jaz dostikrat tudi rečem, igralci velikokrat prehiter silijo v tujino na eni strani ali pa se slabo pripravijo za tujino, ne? Večinoma je to tudi ta, da dobijo ponudbo in tako si ti rekel, sam grem, ne? Pa ne razmišljaš, kakšne odgovornosti in vse ostalo bo zraven prineslo, ne? Tako je isto tu v tujini, se ne pozanima ne o jeziku, ne o kulturi, ne o prehrani, ne o ničemer, ne? Sam da je dobra plača, pa da grem nivo više, ne? Tako da pazi, ne? Ali pa si koga, ko ti bo svetoval, ne? Čeprav si vsem v drugih letih, ne? Ja, bolj izkušen in vse, ampak gledam pač, nek zaslužek gledam, ampak zdaj mi je važno, da bom igral. Da je boljša liga od slovenske, ampak da bom igral. Zdaj, naprimer, ne vem, da grem v Legijo Varšavo, pa ne igram, je brez veze. Brez veze. Ja. Boš malo slabši klub, pa igraš redno, stopnico po stopnico, tako bom zdaj gledal. No. Važno pa mi je, da grem na tuje, boljšo ligo. Ker hotel sem pa to reči, načeloma zdaj ti prihajaš v ta nek prime time. Ja. 27, 32, 33 ali pa zdaj, glede na to, koliko so igralci tudi ozaveščeni, se vidi, da je že se predstavlja proti 35 letom. Ne? Kaj ti v tem trenutku še razmišljaš, da boš, ne vem, v teh naslednjih sezoni, 2, 3, da ko prideš v ta najboljša leta, kaj boš še vse naredil zraven? Kaj mislite, nogomet? Kaj boš v sebi, na sebi, kaj boš naredil, da boš ti še boljši? Sigurno moja neka slaba stran je duel. Tukaj hočem se popraviti, pa tudi nam kondicijsko bo treba nadgraditi. Kljub temu, da imaš dobre cifre, ali kaj? Ja. Računaš, da bo še treba, ali kaj? Ja, treba bo. Kaj pa računaš, da bo še izven, se pravi, koliko smo rekla, zdaj ne vem, kondicijski psiholog, prehrana in to, še kje računaš, da še tukaj zraven dodajo, da kje bi še rabo, rečemo, ko si rekel, da si jako poslušal, ne, on si je analitika svojega dodatno. Tudi to je možnost, bomo videli. Sigurno bom vložil na regeneracijo, tako ko sem se prej pogovarjala za te hlače, pa to v tej smeri bolj razmišljam. Ok. Zdaj, velikokrat se jaz prepiram z igralci, ne? Zelo takoj, ko pride igralec v bližino kazenskega mreku, to pomeni, že na 25 metrov se pol publike se dere šutn, ne? Pa 3 igralci na igrišču se derejo šutn. Koliko golov ti izdal izven kazenskega prostora?
Zelo malo. Zelo malo. Večinoma so kje? 16 metrov ali pa tu. 17, 18. To. Ja. Večinoma je tu penal pa bliže, ne? Ja. Tu se največ golov tudi daje, ne? Tako da nimam pa, ko bi rekel, bombe, da bom iz 30 metrov v 90. Ja. Pa ti iščeš situacije, da boš prišel v kazenski prostor noter, če je le varianta. Ja. Pa potem tudi ponavadi, kaj je z druge strani žoga, kam najraje tečeš, ali kako imate dogovorjeno, kam se naj teče? Če je predložek, Ja, na povrat. na povrat. Tam je Aha, največ. ti se ven zvlečeš na penale, ali kaj? Ja. Ne napadaš druge stative. Mislim, čisto odvisno od situacije, če je to zdaj 16 napolnjena z igralci. Ja. Ali Pa se povlečeš ven, ja. Se povlečem ven. Če je pa pol kontra, Če je pa kontra. Pol kontra je pa za linijo. Na drugi stativi. Ja. Si dal dosti golov tam. Ko gledamo celo kupno. Dobro, 6-7 sem dal sigurno. Vsako leto več. Ja. Pa vse več se tam dela golov. Ja. To je isto tovariš rekel, je rabo pol leta, da sem se navadil, da moram na drugo iti. Zaradi tega ste malo tudi, ker tudi ta trend, kako delujemo v kazenskem prostoru. Zadnjič isto smo se s Pirihom pogovarjali, rekel, zakaj bi vratarji trenirali strele z 25 metrov, če praktično noben več ne strela z 25 metrov. Ne. Vse situacije se dogajajo zdaj noter v kazenskem prostoru in to je to. Ne. Ker to tudi pač nogomet se razvija, ne, in to je to. Koliko driblingov uporabljaš ti v igri? Najboljši dribling je dvojna podaja. Najboljši. Ampak jaz te gledam, da vseeno, ko si izoliran, rečemo v situaciji, ti ne bežiš iz driblinga, greš rad v to igro 1 na 1. Ne. Ja. Zato me zanima, ker vse vemo, ne, ko si ti mlad, ne, boš uporabljal ali pa probaš uporabljati 350 različnih var. Vidiš Zidana, ne vem, pač to meni bil tak všeč ali pa vidiš Mesija, ko je eden redkih, ko uporablja 10 različnih, ne, ampak vsi večinoma pa uporablja enega ali pa dva, zato sprašujem. 2, ja, maksimalno. 2 maksimalno, ko veš, da gre ta skozi, ne. Tako gre ta skozi to. Pa jih še treniraš kaj, ali je to vedno samo še skozi igre pa igralne oblike, da jih... Treniram. To sem bolj, ko sem bil mlajši, treniral. Zdaj pa že vse naravno. Zdaj pa vse se zgodi v prepoznavanju okolja. Ja. Če kako pa ti doživljaš ta prepoznavanje, ko gledaš to, ko si rekel, sam sebe, koliko ti vidiš zdaj situacijo, ne vem, 2 na 1, 3 na 2, to, da se igra dvojna ali utekanje v globino ali kakorkoli, pa potem, ko imaš 18, 17, 19, glede na to, da imate dosti mladih igralcev, koliko tebe to na eni strani iznervira in na drugi strani, koliko poskušaš pomagati tem igralcem, da jim razložiš, kako igrati ta 2 na 1? Ja, no. Je kar... Izziv. Včasih kar tako, velikrat na pamet grejo. Naprimer, da se pogovarjam z Špico, s Flakusom ali pa Štorom, ker imam rad, naprimer, na 16 metrov, da se Špica izvleče, pa da dvojno odigram. In pol ali imam jaz šut, ali pa se on odpre, pa je sam pred golmanom. To večinoma, pa tudi včasih utekanja v globino, ker pač mi smo na kontre ekipa, ki igramo radi na kontre, mu včasih skušam pomagati, da ne rabiš preveč odpirati, pa da boš dobil v noge, sam teč, dolgo že boš. Ja, sam da gre proti golu. Sam da gre v gol. Ja. Koliko pa trenirate vi pol tega? Dost? Dost, kar veliko. Te 2 na 1, 3 na 2 situacije? Kar velike. Ok. Jaz bom tako rekel, da smo kaj pozabila, tako bom vprašal bolj, no? Glede na to, kaj smo se midva pripravljala.
v pogovoru. Bi ti kaj izpostavil, da bi bilo nujno se pogovoriti še v slovenskem prostoru ali pa v razvoju enega igralca, glede na izkušnje pa na nasvete tem mlajšim, ob tem, da pri 17 ne imajo enega mentorja vedno zraven, da jih bi malo usmerjal, da ne bojo sami lutali po Mariboru? Ja, to sigurno bi to svetoval, da raje poslušaj starejše, ker tudi če te nadere, včasih misli dobro namerno. Ne pa poslušati te svoje prijatelje v šoli, na treningu, karkoli. Ko te trplajo, pa ti govorijo, dober si in to. Kako si dober, na koncu pa si, kjer si. Čuj, midva smo pri koncu tekme, ne? Dej, kaj bi zdaj tistim, ki rečemo še niso v takšnih klubih, se pravi, ki so v manjših klubih, pa bojo rečemo slučajno to poslušali neki mlajši igralci, kaj bi njim svetoval? Da bojo naredili eno tako pot, ko si jo ti, ker verjamem, da je še nisi zaključil, pa da še bo še 10 let rasel navzgor, no? Jaz bi predvsem svetoval, da če si to želijo, da delajo za to. Pa tudi samozavestno. Pa tudi samozavestno. Pa ne bo strah, da poiščejo gledati kako pomoč ali pa kak nasvet. Kaj pa staršem, glede na to, da vseeno opazuješ verjetno tudi publiko ali pa jo doživljaš publiko, kaj bi pa staršem teh otrok svetoval? Ne vem, včasih tako, jaz bi rekel, da je moj oče pozitivno vplival name z kritikami, tako da ni vedno vse, pač da jih podpirajo, ampak ni pa zdaj, ne vem, super je bilo, ni bilo, ker mislim, da premalo kritik mlajši slišijo zdaj, ta generacija. Premalo kritik. Da so preveč ujčkani. Preveč so ujčkani. Ja, tako da jih je treba malo tudi spraviti. S trdo roko včasih. Ok, ful ti hvala, da si bil moj gost, upam, da si užival. Ne, super je bilo. Neka nova izkušnja, super je bilo. Pa da sem ti malo dal kak izziv mogoče naprej, da ko se naslednjič dobimo, jaz upam v kaki težji ali pa boljši ligi, da boš, ne, da boš rekel, ok, zdaj pa imam še tole zraven, pa še en kup drugih stvari sem se naučil. Želim ti dobro sezono predvsem, čim več golov, pa verjetno letos ima željo zamenja tudi kako okolje, ne? Da bo pozitivno, da nov kaj drugega. Pa v priliki, da se spet vidimo. No? Sigurno, hvala lepa. Okay. Hvala ti. Hvala. To je to. Vidimo se v naslednji oddaji. Kmalu. Adijo.